Čau, Jure tukaj, sem pevec in kitarist pri različnih zasedbah in igram kitaro že od, koliko je ura, od ene 8 leta starosti. Pred kratkim se mi je zgodilo na enem koncertu, da si je en starejši gospod zaželel pesmico House of the Rising Sun. Komada nisem znal, no, mislim, ga poznam, ampak ga ne znam tako, kot treba. In sem šel domov, se ga naučil in ta filmček je o tem, kako sem se jaz naučil komad od The Animals, House of the Rising Sun. Upam, da bo prav prišel, no. Začeli bomo kar na začetku pri introtu, in sicer komad je pretežno iz A-mola, sicer se pomakne tudi v miksolidijsko lestvico, ampak to je mogoče za začetnike še malo preveč. Pa recimo samo za začetek, da je v A-molu in v šestosminskem taktu, kar pomeni, da je 6 osmink v eni dobi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Če odigram intro, vam bo kar hitro jasno, kako se te zadeve poklapajo. No, pa dajmo. No, kot prvo bi mogoče pokazal, kako ta šestosminski ritem deluje, se pravi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. To se ponavlja čez cel komad, tako da to se nič ne spremeni, treba bo samo ene par fint osvojiti. Kot prvo se mi zdi najbolj pomembno, da prve tone od vsakega akorda zelo suvereno in točno odigrate. To vam bo dalo dobro sidro za komad in tudi poslušalcu bo to zelo pasalo, če boste vi točni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, te tone mislim, ne. Druga stvar pa je, kar je pa v bistvu bolj okrasek, so pa te arpeggi, pram, pam, pam, pam. Arpeggio je razloženo igran akord in izgleda nekako takole. Ja. Temu se reče arpeggio. Trzalica spolzi z ene strune na drugo, to se bo pač treba navaditi. Za nazaj, strica sem opazoval iz njihovega filmčka, on gre, obira strune vsako posebej gor, dol. Meni to ni sedlo, ko sem se učil, meni bolj sedlo, da grem gor. To je moja lastna preferenca, vam bo mogoče nekaj drugega pasalo, važno je, da se dobro sliši. In to boste dosegli tako, da se boste čim bolj domače počutili. Seveda, prvi ton, obvezno dober, suveren, in potem to dvoje nekako osvojite in ste zmagali. Cel komad je praktično isti, pa gremo kar na kitico. There is a house in New Orleans, they call it Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. In tako naprej. Vam bom tukaj napisal akorde, kako si sledijo za te kitice, vse so iste. Kitica ima, konec vsake kitice je en tak break, ki kitara nekako pove svoje do naslednje kitice ali solaže. Tudi to vam bom tukaj napisal. Še ena stvar, ki se zgodi v komadu je, kaj veliko drastičnih stvari ni, je, da se ta obiranje enkrat spremeni v brenkanje. S tem dosežejo, da gre komad zelo dinamično, se napihne, tudi vokalno bolj agresivno zapoje. To se zgodi pri 5. pa 6. kitici in med solažo, ko imajo orgle svoje solo. Zadeva izgleda tako, ne. Se pravi, iz tega razumete, ne, se pravi, oni iz te dolgočasnosti odzignejo komad v malo bolj zanimivo sfero. In to se mi zdi, če boste sami v enem taborniškem ognju igrali, zelo dobro poznati, ker ko nastopi neki solo, rabiš en trik imeti, kako narediti malo bolj zanimiv, malo bolj
poslušljivo. Še ena stvar, ki bi jo povedal, ker ostale stvari so res zelo veliko ponavljajo. Vse, kar je treba, je si spisati te akorde in se jih naučiti. Fajn je peti zraven, zaradi tega, ker če boste peti zraven, boste slišali, kako se naslednji akordi sami vase, ker si narekujejo en drugega. Meni osebno je lažje peti in igrati, kot pa samo igrati. No, kot zadnja stvar sem hotel povedati, je bil pa outro. Dostikrat folk to pozabi, ampak ta outro naredi svoj epilog komada in tudi tega morate znati. Zanimivo je, da čez cel komad se sprehajamo iz A-mola, C-dura v D-dur. To je tista miksolidijski modus, ki sem vam prej rekel. Ne vas to ne skrbi preveč, to je samo en določen občutka, ki so ga oni dodali zato, da je komad zanimiv. Lahko bi bil tudi kakšen drug občutek, ampak tako so oni se odločili. No, na koncu je pa outro zgrajen iz A-mola, D-mola, kar pa pomeni, da so ostali v A-mol lestvici. To je zakon, to je res dobro, a ne, ker glih te majhne spremembe, to dela dušo vsakemu komadu, to je super. To dela zanimivo in je zadeva drugačna od vseh ostalih, ker tukaj imate res proste roke, da se sprehajate levo, desno, gor, dol. In sploh ta D-mol se mi zdi, da naredi tako res haunting vzdušje, kako se to po slovensko reče. Če zaigram moj outro, ne. Lepo, ne? No, to je vse, kar je v komadu, se pravim, spište si ga, dol mi pa komentirajte, kako se vam je zdel video, valjda, če sem kje kaj zajebil. In se vidimo naslednjič, a ne. Bom pa vesel tudi vaših predlogov, kako bi vi to odigrali boljše od mene, valjda, vsak ima svoje tehnike. Povejte, ne, se slišimo naslednjič, živijo.